Lepo pozdravljeni v zdravem zajtrku. Novo leto je okoli, jaz se še dobro držim za obljub in danes bomo pripravili eno jed, ki nam bo mogoče malce pomagala pri tem, da bomo bolj zdravo zakorakali v novo leto. Delali bomo pa solato v kozarčku s kvinojo in sladkim krompirjem. Odlična zadeva in najbolje, da kar začnemo. Tukajle imam jaz pripravljenih 300 gramov sladkega krompirja, ki sem ga polil že z olivnim oljem. In tole bomo najprej dali kar v pečico, pekli ga bomo pa 15 do 20 minut na 200 stopinj Celzija. Takole. In medtem, ko se naš krompir peče, boste videli, pečen krompir je res super, zato ker je fino sladek, lahko ga pa tudi skuhate, če želite pohitriti zadevo. Medtem, ko se krompir peče, bomo začeli s kuhanjem kvinoje. Tukaj bomo uporabili 100 gramov kvinoje, delamo pa 2 porciji za 2 solati, lahko obe sami pojeste ali pa delite s kom drugim. 100 gramov kvinoje stresemo v 300 ml hladne in usoljene vode. Potem zadevo segrejemo do vretja, zmanjšamo ogenj in kuhamo nekje na srednjem ognju še približno 15 minut. Na takšen način se bo kvinoja popolno skuhala. Je pa kvinoja super zadeva, brez glutena je, ogromno beljakovin, nizek glikemični indeks, tako res super živilo, ki nas v bistvu popelje v bolj zdravo življenje lahko. No, jaz imam zelo rad, kakorkoli že. Zdaj pa, ko imamo to pripravljeno, kaj bo še šlo v našo solato? Vmes si lahko še narežemo. Tle imamo rdeče zelje. Jaz ga imam 100 gramov tukaj za 2 porciji. Potem, poleg rdečega zelja, imamo nekje 50 gramov mlade špinače, notri bomo dodali še sončnična semena in pa najbolje je, da se kar lotimo naše polivke. Pripravili bomo pa limonino polivko z ingverjem. Super, razstrupila nas bo zadeva, detox. Torej, tukaj imamo 60 ml olivnega olja. Dodam še noter sok polovice limone. Te polivke bo dovolj za obe porciji solate. Tukaj imamo limonino lupinico, to je res fino, da dodate, pa dobro operte limone, preden dajete noter lupinico. Potem imamo seveda svež in nariban ingver. Ena žlica ga je. Fajn je, da date svežega, ker ima tak res prijeten okus, če pa nimate svežega, bo pa tudi v prahu v redu. V tem primeru ga dodajte mogoče malce več. Dodamo še nekje četrt žličke. Previdno, česna v prahu, takole. Potem je sol, približno pol žličke soli, sol damo pač po okusu. Ker kvinojo imamo že sladko, krompir bo slano, krompir bo prijetno sladek in vsi okusi skupaj se bodo res fino povezali. In na koncu dodamo še žličko in pol gorčice. Uporabimo dižon gorčico ali pa kar navadno. Dižon je malce bolj slana in pikantna, navadno pa itak vsi poznamo. To zdaj dobro premešamo in imamo pripravljeno vinegreto za našo solato v kozarčku s kvinojo in sladkim krompirjem. Zdaj imamo praktično vse pripravljeno in vse, kar se mora še zgoditi, je, da se naš krompir popeče do konca in da se kvinoja pokuha. Tako da v naslednji rundi, ko se vidimo, sestavimo tole fino solato. Lepo pozdravljeni in dobrodošli nazaj v našo kuhinjo. Mi danes pripravljamo solato v kozarčku s kvinojo in sladkim krompirjem. Krompir smo že popekli v pečici, kvinoja je kuhana in sedaj se lotimo sestavljanja naše solate. Spodaj najprej dolijemo našo vinegreto, se pravi, tukaj imamo limono, ingver, olivno olje, malce česna v prahu in pa sol, pa seveda limonino lupinico. Potem, ko imamo tole sestavljeno, jaz predlagam, da dodamo kar rdeče zelje, se pravi, nekje 50 gramov ga bomo dali tukaj. Ta solata je taka zelo luštna zadeva, da si lahko vzamemo s seboj v službo ali pa preprosto pripravimo hladilnik za nekaj dni vnaprej. Sedaj se lotimo še kvinoje, fina kuhana kvinoja. Si bom dodal nekje 4 žlice, se pravi, če ste spremljali recept, dodaste jo polovičko, kolikor smo jo pripravili. Lahko pa tudi malce manj ali pa malce več. Takole. Sedaj dodamo sladek krompir.
Sladek krompir ni nič začinjen, samo malce olivnega olja. Če želite se malce poigrati z okusi, priporočam, da dodate mogoče koriandrova semena, se bodo tukaj fino obnesla zraven. Dodamo ga pa tako, kakor vam paše, evo, približno toliko bo v redu. In na koncu gor dodamo še mlado špinačo, kar potlačimo noter. Zdaj, mogoče se sprašujete, kako hudiča bi jaz pojedel zdaj to solato v tem kozarcu. Čisto preprosta zadeva. Vzamete jo iz hladilnika, jo odprete, stresete v skledo, lepo zmešate in solata je pripravljena. Na koncu dodamo pa še nekje 2 žlici sončničnih semen. Tako da imamo tukaj v tem kozarčku resnično polnovreden obrok. Takole. Evo ga in naša solata je pripravljena. Solata v kozarčku s kvinojo in sladkim krompirjem. Poglejte, kako lepa je. Tole zdaj lahko vzamemo direkt s seboj v službo ali pa damo v hladilnik za jutri. Postrežemo pa tako, da damo v skledo in premešamo. Super ideja, kaj ne? Želim vam dober tek in lep dan še naprej.